Dober večer in lepo pozdravljeni. Nocoj vas vabimo v naravo. Najprej vas bomo poslali v zrak med oblake z letalskim centrom Maribor, potem še v planine in si za še lepši večer privoščili tudi malo glasbe. Tudi nocoj naj vas povabim k sodelovanju. Pripravite se na 2 nagradni igri. Prva bo na temo prihajajočega Evropskega prvenstva v košarki. V drugo pa poizkusite srečo z znanjem o operi in baletu. Najprej pa glasba. Na našem odru je že pripravljena mlada pevka Katja M. in Poišči me. Brez besed, v oči mi zreča se, še spomniš me. In kaj počne si še kar isti fant, isti kot bil si nekoč. Vsak nov dan se spomnim na poljube, vsak nov dan ponavlja se obljube. In zakaj počasi umika se stran? Je to, kar si želiš? Le česa se bojiš? Zdaj poišči me, nori mesečini in odpelji me. Zdaj poišči me, moj fantaziji, a boš moj, bodi čisto moj. Sončen dan zahaja na obali, ti pa sam izginjaš v daljavi, daj ozri še zadnjice nazaj. Daj povej, a boš poklical me, in daj povej, a se bo spomnil me. Le poglej, zdaj sanjava na. Spet vleče me nazaj. Povej, zakaj? Zdaj poišči me, nori mesečini in odpelji me. Zdaj poišči me, moj fantaziji, a boš moj, bodi čisto moj. Skupaj sanjava, nori mesečini, skupaj sanjava. Zdaj poišči me, moj fantaziji, a boš moj. Zdaj poišči me, nori mesečini in odpelji me. Zdaj poišči me, moj fantaziji, a boš moj, bodi čisto moj. Dober večer, Katja. Večer, lep pozdrav. Nova pesem. Ja, nova pesem, poletna, ljubezenska, tako da mislim glih za to pravo obdobje, zdaj le pred poletni čas. Jaz upam, da bo poletje in prava pomlad. Kaj praviš ti glede na te deževne dni, ki so iz aprila se prevestili kar v maj? Ja, upam, da bo ta pravo poletje, da se še malo stopli, tako da bomo lahko uživali na morju in ob toplih poletnih dnevih in večerih. Katja, mi smo te že enkrat imeli priliko spoznati v naši oddaji. Kaj se je kaj spremenilo vmes, kaj si kaj počela na glasbenem področju? Ja, od takrat ne, v bistvu zdaj imam novo pesem, se pravi, sem dobila novo pesem, drugače pa malo nastopam, sama ustvarjam pesmi, tako da se kar dogaja. Sicer si bodoča učiteljica. Ja, kako je kaj na fakulteti? Na fakulteti je zelo zanimivo, sem zelo zadovoljna s tem študijem. Moram reči, sem imela pred kratkim prakso, na kateri sem spoznala, da je to res ta prav poklic, tako da sem zelo zadovoljna.
Kaj pa glasbeni odri, kako se na njih počutiš, vedno bolj domače? Ja, to je res, na glasbenih odrih se počutim vedno bolj domače, izjemno uživam, tako da to je res to, kar želim početi. Ja, nocoj si nam boš predstavila našim gledalcem še eno pesmijo, ki smo jo sicer že slišali, pa vseeno. Ja, res je, to je pesem Zadnji dan, ki sem jo izdala lansko poletje. Tako da se bom predstavila še s to pesmijo. Najbrž tudi več nastopaš, veliko nastopov te čaka v teh poletnih mesecih. V teh poletnih mesecih upam, da me čaka čim več nastopov, čim več intervjujev, da pesem dobro predstavim, to si res izjemno želim. Ja, hvala lepa, da si bila nocoj naša glasbena gostja. Zdajle pa bomo slišali torej Zadnji dan in Katja, izvoli, oder je tvoj. Hvala. Ja, dovolite, da vas v naslednjih nekaj minutah povabim med oblake. Najbrž marsikdo med vami ne ve, da je Letalski center Maribor najstarejši aeroklub na Balkanu. Ja, kako postati pilot motornega ali ultralahkega letala ali pač samo skočiti s padalom. Ja, vse to vas lahko naučijo tam, odkoder prihajata naša naslednja gosta, gospoda Nilo Kovač in Darja Kovač. Dober večer objema. Dober večer. Mogoče zanimivost, gospod, najprej bom z vami poklepetala. Vi ste upravnik Letalskega centra Maribor, zdajle je lepše vreme, najbrž tudi več poletov. Kaj dogaja pri vas? Ja, torej, tako kot se je tudi narava prebudila, smo se tudi prebudili pri nas. Res, da imamo še malo težav z vremenom, vendar smo začeli že kar naše aktivnosti. Torej, če bi en tak skup zajel, torej mi smo najstarejši klub ta trenutek v Sloveniji in tudi na Balkanu. Imamo 80-letno tradicijo in izobražujemo torej vse tiste, ki bi želeli postati motorni piloti, jadralni piloti, piloti ultralahkih letal, padalci in po novem imamo tudi modelarje.
Tako da naša letalska šola torej sprejema, je že prve generacije sprejela, vendar še nikoli ni zdaj prepozno, da se še tudi ostali odločijo, se oglasijo pri nas na letalskem centru v Mariboru v Skokah in se tudi prijavijo v letalsko šolo. Ali pa mogoče ne mara, če ne bojo se šolali kot piloti, malo poletijo nad domači kraj, da tudi sami okusijo te lepote letenja, torej to, kar lahko okusijo samo ptiči in piloti. No, zdaj mi boste malce podrobneje razložili. Šola letenja sliši se zelo zanimivo, privlačno, pa vendarle zelo težko. Sploh, če gre za pilota motornega letala, v čem je razlika in pa seveda za pilota ultralahkega letala. No, okay. V tem primeru ni nekih velikih razlik, zato ker to so letala, ki se v bistvu ločijo samo delno po teži in še to za tistih nekaj 100 kilogramov. V bistvu je malo večja razlika morda potem samo pri jadralnih pilotih, to so potem piloti, ki letijo tako rekoč z letali, ki nimajo motorja, to so jadralna letala, postopek šolanja pa povsod popolnoma enak. Vsi začnejo najprej z teoretičnim izobraževanjem, to pomeni sedajo v učilnice, v učilnicah pridobijo določena znanja iz aerodinamike, meteorologije in vse tisto, kar pač zakon zahteva od njih. In ko bojo osvojili ta znanja, seveda še zdravniški pregled, torej da zdravnik ugotovi, da so to sposobni upravljati in že sedajo v letalo ali pa si nadenejo padalo in gredo v letalo. Tisti, ki bodo šli se šolati, torej kot za pilote, tisti bojo najprej sedli z inštruktorjem, izkušenim učiteljem letenja, ki jih bo naučil vseh tistih skrivnosti, katere pač mora pilot vedeti, da varno letalo odpelje in pripelje na tla. Padalci pa tudi z učitelji letenja, vendar njihovi učitelji letenja ostanejo na tleh, oni pa odidejo pod nebo, tako rekoč, že kar prvič, kar sami. Imajo sicer seveda možnost tudi... Nevarno se sliši. Sliši morda, ja, vendar bom rekel temu lahko zagotovo zatrdim, da je varnost na višku, letalstvo ima zelo visoke varnostne standarde in to, kar počnemo, je vse skupaj varnost na prvem mestu. Kakšno je kaj zanimanje za vašo letalsko šolo? Vemo, časi so hudi, pa vendar pogumno je razpisati, najbrž tudi je zelo drag ta tečaj. Ja, kakšen je odziv ljudi? Zadeva je seveda zadnje čase nekoliko slabša, moram priznati, zato ker tale recesija, ta kriza se tudi nam pozna in ta kriza nekako se je zajedla v naše vrste v tem, da imamo nekoliko manj učencev, vendar pa glede na splošne slovenske, tudi evropske razmere, se lahko pohvalimo, da še vedno šolamo zelo veliko učencev. To niso nikoli bile generacije, ne vem, da bi šolali 30 ljudi v eni generaciji, vendar pa to so generacije takole po 4-5 ljudi in s temi generacijami se potem seveda tako rekoč vsako leto, ko jih šolamo, se obogatimo naše članske vrste in to je potem tudi za nekatere osnova, ker nekateri potem nadaljujejo tudi za poklicno, imajo poklicne ambicije in nadaljujejo potem in postanejo tudi poklicni piloti velikih potniških letal ali pa vojaških letal. Seveda, no, zdaj tu opravljamo tudi, moramo še to poudariti, določene zadeve, mi imamo tudi letalski servis, ki opravlja torej vsa dela, kar se tiče vzdrževanja letal in pa zelo dobri smo in uspešni tudi v programu in projektu obrambe proti toči. To pomeni, da branimo ves ta del naše prelepe Štajerske in se trudimo, da nam toča ne naredi neke velike škode. Marsikaj zanimivega se dogaja, no pa da ne bo vaša žena zdaj tukaj čisto brez besed vas poslušala, tudi v oddaji. Me zanima, skupaj sta prepotovala kar veliko, vi kot njegova sopotnica, vas nič ni strah, zaupate svojemu možu? Zelo mu zaupam, ja. Seveda. Kar veliko smo že prepotovala, ja. Zdaj prva najina pot je bila v bistvu na Malto. Prvič niti nisem vedela, kam se me čaka, ampak je bilo pa resno zanimivo. To, ko letiš, vidiš vse pod sabo, spremljaš točno po zemljevidu, točno te vodi pot, točno veš, kam prideš, ne? Ko priješ na morje, ne vidiš nič. Naprimer, ko smo letela proti Malti, ne? Iz Sicilije proti Malti, v bistvu se ti odprejo pol kar naenkrat trije madeži, ne? In vidiš, da si pač res na Malti, ne? Malta je res čudovita, v bistvu pogledala smo si res vse. Pol druga pot, v bistvu to mi dva potujemo, vsako leto si pač zadamo nek cilj in pol naslednje leto smo letela na Grčijo, Atene, v bistvu skozi ob Jadranski obali do Krfa, potem skozi ob obali do Aten. V bistvu si pogledamo pol pač res v tistem času pač vse, kar je možno. Zdaj na naslednja pot bo nekje čez mesec dni, ne? Ja,
Tako je, Ja. čez mesec dni planirava Kreto, ne? Tako. To je torej letiva od tukaj direktno za Kreto. Tam si ima privoščila en kratek dopust, to pomeni nekaj dni bova ostala tam, potem nadaljujeva z letalom pot za Rim, pogledava si še Rim, tam še nisva bila, oziroma vsaj Darja še ni bila, in potem se počasi vračamo domov. Zdaj vas bom tule prekinila in to svoje letalo, dvoseta, ne, tole letalo, potem parkirate tam na letališču, kot bi mi parkirali avtomobil in lepo greste na počitnice, letalo vaju čaka. Tako? Ja, mi dva vedno zdaj zaradi, tudi bom rekel tega, v zadnjem času velika poplava oziroma veliki trend je razvoja teh ultralahkih letal. In mi dva zato tudi vedno vzameva tudi ultralahko letalo, ker so to letala, ki so zelo hitra, zelo varna in pa tudi zelo ergonomična in ekonomična. Temu primerne so tudi nekoliko nižje cene, ne? Zato tudi s takim letalom opravljava tele poti, ker tudi za najin žep se malo bolj pozna, ne, da je takšen let malo cenejši, namreč vse financirava sama in gledava pač potem, da nekako pridemo čim hitreje in čim dalje. Ja, omenili ste varnost, za marsikoga med našimi gledalci je najbrž jih je strah letenja, takole bom rekla, kar veliko ljudi ima težave s tem, pa vendarle ni nujno, da je v velikem letalu varneje kot v manjšem letalu, naprimer sploh ta ultralahka letala ste rekli, da so varnejša. Ne, glejte, mi torej sploh jadralni piloti, če boste vprašali jadralne pilote o varnosti letenja, bojo rekli, da so bistveno bolj varni kot motorna letala, zato ker na jadralnem letalu vsaj motor ne more crkniti. Seveda, ker ga nima, ne. Kar se pa tiče vseh teh torej športnih letal, generalne aviacije, ultralahkih ali jadralnih, lahko zagotovim, da so te zadeve sorazmerno zelo varne, že tako ali tako po samih zasnovah. Drugače se pa to, če pride do kakršnekoli zadeve, do kakršnekoli težav, še vedno se potem s takim letalom lahko se še da nekje priti, bom rekel, kolikor toliko varno na zemljo, torej pristati na nekih koliko ravnih površinah. S tem, da glede varnosti je tudi tako, da sodobna letala, predvsem ultralahka letala, imajo v zadnjem času že vsa so opremljena, torej s padali. To pomeni, da ko pride do tiste krize, je samo en poteg z roko, torej ena ročica se potegne, v sekundi in pol se odpre nad letalom padalo in potem to padalo tako rekoč spusti celotno letalo nežno na zemljo. Tako da v bistvu za padalski skok vas sploh več ne rabi biti strah, da bi morali skakati s padalom. Ja, slišim, no. Sicer pa, torej, varno je leteti, tako da ne se bati, a ne, in se veliko ljudi odloča za panoramski let nad Mariborom. Ja, mi imamo veliko teh, bi rekel, popraševanja in tudi veliko ljudi pride v sobotah, nedeljah, ko je malo lepše vreme, pride na letališče in si potem z družinami privoščijo panoramske polete. Ti panoramski poleti ponavadi gredo, oni povejo, kje so doma, mi jih zapeljemo oziroma letimo z njimi do tistih njihovih destinacij ali pač kar bi si hoteli ogledati. Eni so celo tako, da si želijo ogledati tudi kaj več, to pomeni Triglav, Portorož ali pa kakšne takšne oddaljenejše kraje. Veliko pa je v zadnjem času tudi tega, da ljudje kupujejo raznih daril, torej kaj kupiti nekomu za rojstni dan, za obletnico ali za mladoporočencem, pridejo k nam, kupijo darilni bon in to je darilo, katerega mladoporočenca ali tisti, ki ima rojstni dan, verjamete, da zagotovo nikoli ne bo pozabil. To je res, kaj pa skok s padalom v tandemu? Ja, to obstaja. Sicer trenutno so ti skoki rahlo, bom temu rekel, otežkočeni zaradi tiste balonarske nesreče, ki se je zgodila, vendar se tudi to vedno bolj pojavlja, zopet prihaja nazaj v torej, te možnosti. Ja, veliko ljudi se to odloča. Zadeva je sicer nekoliko dražja, ne, to je potem pač mora nekje 180 € riskirati, ampak tisti, jaz s padalom še nisem skočil, ne, ampak tisti, ki pa so, pa pravijo, da to doživeti, potem pa lahko tudi umrete. Je pa dejansko ta skok, vam povem, tudi veliko padalcev sem metal, ne, in ko vidiš tisto, ko se ljudje poleg tebe mečejo v globino, to so slika izgleda strašno grozna. Ampak ko vidiš potem te obraze na tleh, ko so vsi presrečni, da so doživeli ta padalski skok, mislim, to jih je treba razumeti. A si jih veliko premisli? Ne, se pa dogaja, da tisti, ki imajo prvi padalski skok, ker prvi padalski skok, oni skočijo že kar sami. Se pa dogaja, da mora včasih letalo res 2 kroga narediti, ker v prvem krogu so enostavno, se mi rečemo temu, da so se ukipili, ne,
in enostavno niso upali odskočiti, ampak potem v drugem skoku je še vsak odskočil. Tisto, kar pa v filmih kažejo, ne, da ga kar za nogo brcnejo ven, tega pa ne počnemo, ne. Ker to se pa enostavno ni primerno. A se padalo odpre v vsakem primeru? Vedno? Dejansko vedno. Padalo odpre, sploh za učence, se padalo odpira avtomatsko, vsi ostali padalci ga odpirajo sami. To pomeni, da na višini, ko on ugotovi, da je tista višina, katera bo primerna za odpiranje, on padalo odpre. Če bi se slučajno zgodilo, da je padalec v nezavesti ali iz kakršnekoli drugega razloga ne more odpreti padala, imajo posebne avtomate. Ta avtomat je nastavljen potem na določeno višino, to so nekje na 400-500 metrov, in če bi se zatajilo, takrat odpre ta avtomat padalo. Če še pa vse to zataji, kar je dejansko skoraj nemogoče, ne, no takrat še pa obstaja rezervno padalo in padalec odpre rezervno padalo. Moram priznati, da ste me kar pomirili, najbrž tudi marsikoga med našimi gledalci. Za konec povabilo, gremo v luft, kaj se bo dogajalo v vaših krajih? Torej, na našem letališču v Skokah v soboto 25. maja prirejamo eno takšno prireditev, ki bo predstavitev letenja, torej za vse tiste iz Maribora ali iz okolice, ki želijo videti aviacijo, ki jo želijo doživeti, ki želijo določene odgovore, ki jih karkoli zanima, ki želijo tudi leteti, seveda, ne. Videti se bo dalo kar nekaj akrobacij, nekaj načinov letenja, jadralno, motorno, torej spoznati se za vsem tem. Začeli bomo nekje 25. torej v soboto ob 10. uri in potem se bojo zadeve, ob enih bomo približno začeli z programom, torej prikazom letenja, in verjamem, da vsem, ki se bodo tega udeležili, da bo to en tak nepozabni spomin in da bojo potem uživali pri nas in da se predvsem še velikokrat k nam tudi vrnejo. Gospa Darja, da se kar tako ne poslovimo od vas, kam bi vi želeli, da vas mož še odpelje? Kaj je tista sanjska destinacija? Jaz popolnoma zaupam, pač vse v bistvu, ko načrtujemo, tako ponavadi vedno mene vpraša, a bi šla tja ali bi šla tja, ne, tako da... Zato letos ne gremo v Turčijo, ne, ker je pač Turčija ni najbolj sigurna, ne vemo, kaj bo, in no, zato pa gremo v Rim. No. In to je njena odločitev. Srečno in varno pot vama bom rekla že danes in se vidimo 25. maja. Hvala za nocoj. Hvala tudi vam. Takole, mi pa nadaljujemo z nagradno igro. Znova torej nagradno vprašanje povezano s prihajajočim evropskim prvenstvom v košarki. Ja, danes nas zanima, katero mesto je na zadnjem evropskem prvenstvu osvojila Slovenija. Na voljo imate 3 odgovore: A 5. mesto, B 7. mesto ali C 9. mesto. Nagrada je majica torej evropskega prvenstva v košarki. Se ste jo že videli, pokazala sem jo. Nocoj je to zadnja možnost, da dobite torej nagrado. Pokličite nas in odgovorite, torej, katera je bila Slovenija na zadnjem evropskem prvenstvu v košarki, katero mesto je osvojila, torej A 5., B 7. ali C 9. mesto. Torej, naši telefonski številki sta 02420 12 44 ali 02420 12 50. Majica, torej nocoj imate zadnjo možnost, da nas pokličete in da si priborite majico. Takole, sicer pa imate še možnost, da nas pokličete, čakamo na vaše pravilne odgovore. V juniju pa nadaljujemo, pa bomo podeljevali torej maskote Evropskega prvenstva v košarki. Dober večer, nekdo nas je poklical. Halo? Ja. Dober večer. Dober večer. Naša zvesta gledalka bi rekla, vas že poznam po glasu. Halo? Ja, Mateja pri telefonu. A, Mateja pri telefonu, dober večer. Večer. Kako ste? V redu. V redu? Ko poslušam pa gledam televizijo Maribor. Povejte, si bi tudi vi želeli poleteti? Ja, jaz sem bolj navijala, da bi kako vprašanje bilo. Jaz bi pa rada. Aha, s kakšen skok s padalom ali kaj takega? Ne. Samo da bi se peljala, da bi Maribor gledala. Panoramsko, ne? Ja, to. Morda pa kdaj, torej, ne, v prihodnosti. Bodite z nami, nocoj pač tudi lepa nagrada vas čaka, torej majica Evropskega prvenstva v košarki, če boste pravilno odgovorili. Na voljo imate torej 3 odgovore. Katero mesto je nazadnje Slovenija osvojila na Evropskem prvenstvu v košarki? A, torej 5., B 7. ali C 9. mesto? Jaz smo sredino vzela.
Seveda, in to je pravilen odgovor. O, super! Super, tako da ste si zares, Mateja, zaslužili majico. Hvala lepa, da ste nas poklicali. Pustite podatke v režiji in še kdaj. Ja, pa lep večer, pa še naprej takšno oddajo. Hvala lepa in tudi vam. In taka voditeljica, ko vedno spodbuja tudi nas, gledalce, in tudi njihove, ko pridejo. Ja, seveda, mi smo zelo veseli, če lahko podelimo nagrade. Hvala lepa torej še enkrat, da ste bili z nami. Lep večer še naprej. Hvala, lahko noč. Lahko noč. Kljub temu, da nam vreme že spet kaže zobe, jamuhasto aprilsko deževje se je prevesilo v maj, vas bomo vseeno povabili v planine, na pohod. Dober večer želim dr. Slavici Tovšak, podpredsednici Planinske zveze Slovenije. Dober večer. Dober večer. Ja, deževje je res malce se prevesilo iz tega aprila še v maj, nič kaj obetavno tudi ta vikend ne kaže, pa vendarle pohodi v naravo so se začeli. Planinci so se že razveselili vsaj prvih sončnih žarkov, kaj pravite? Tako je. Zelo rada verjamem reko, ki pravi, za dežem pride sonce. In tudi vsi, ki zahajamo v hribe, verjamemo v to in računamo, da bo kmalu posijalo sonce in da bomo lahko vse načrtovane akcije, vse, kar si želimo obiskati v gorskem svetu, tudi naredili. Namreč moram kar takoj na začetku povedati, da je slovenski alpski in predalpski svet širok poligon, ki ga lahko obiskujemo skozi vse leto, od januarja pa tja do decembra. Le hoteti je treba in rad moraš imeti naravo. Znano je, da Slovenci obožujemo torej planin, pohode, v hribe, torej hribolazenja in tako. Se je kaj spremenilo v zadnjih letih? To je res. Moram reči, da če bi prešteli vse Slovence, ki zahajajo v hribe in ki so plačali članarino v planinskem društvu, bi jih našteli kar 57 000, torej skoraj 60 000, kar predstavlja 2,8 ali celo 3% slovenske populacije. To pomeni, da ljudje radi zahajajo, namreč pri tem je treba upoštevati tudi tisto populacijo, ki ni včlanjena v planinska društva, ki jih je v slovenskem prostoru kar 277 in tudi zahajajo v hribe. Tako da smo tega zelo veseli in mislim, da smo Slovenci med državami, ki ljubijo gorski svet, pravzaprav med prvimi v Evropi. Planinska zveza Slovenije praznuje letos 120 let. Tako je, 120 let in v ta namen smo seveda pripravili celo vrsto aktivnosti in seveda celo vrsto vabil, ki vabijo tiste, ki se še niso odločili, da vzamejo nahrbtnik in pohodne palice in pojdejo v gorski svet. Tako smo teh 120 let, kar je res častitljiva obletnica, praznovali že od februarja naprej, kajti 27. februarja pred 120 leti je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. In kadar bo kdo med vami hodil v Ljubljano, mimo pročelja Name, bo tam plošča, ki nekako opozarja na ta dogodek. Potem je pa seveda še cela vrsta aktivnosti in cela vrsta dejavnosti, ki to častitljivo obletnico skušajo nekako obelodaniti, kot se temu reče. Kaj bi rekli, na kaj bi opozorili ljudi, ki se pač odpravljajo, na kaj je treba seveda, kaj je treba vse upoštevati? Torej, če gre za začetnike, tiste, ki so že dolga leta, seveda tisti ni treba posebej opozarjati, pa vendar veliko je začetnikov, veliko ljudi se kar tako na pamet podaja v hribe, na kaj je treba paziti? Ja, vsekakor tisti, ki vodimo pri planinskih društvih planince v gore, ne maramo tega, kar pravijo posamezniki. Vsak Slovenec mora na Triglav. Namreč iti samo na Triglav, to ni nobeno planinstvo in nobeno herojstvo, kajti tam se lahko marsikaj dogaja. Treba je hoditi z malimi koraki, torej treba se je utrjevati, hoditi na izlete, ki so manj zahtevni in potem postopoma to stopnjevati. Seveda pa sodi k temu tudi pravilna oprema. Namreč ljudje morajo biti opremljeni, predvsem so pomembni pohodni čevlji, torej da niso ne premali, ne preveliki, skratka udobni. In pa seveda pomembne so tudi pohodne palice, ki pomagajo, da lahko lažje dosežemo vrhove. In pa seveda izkušnje. Izkušnje si pa nabiramo tako, da
hodimo. Seveda je za nekatere velik problem, kadar naletijo na jeklenico ali kline in tudi na Triglavu to srečamo in tu nastaja včasih problem, ker se nekateri bojijo, bodi si pogledajo prepad ali kakorkoli in zato je treba vse take stvari prej preizkusiti. In zato seveda vsem toplo priporočam, jaz in pa tudi vsi ostali, ki nekako zahajajo v gore, da naj se hodi v gore postopoma. Vi ste že 25 let vodnica. Tako je. Kje vam je najlepše bilo do zdaj? Kaj bi še posebej izpostavili? Ja, Kam greste najraje? Ja, torej, gorski svet je zelo širok. Rada peljem planince moje, zlasti v tiste predele slovenskega prostora, ki so manj znani, ki jih morda ne poznamo in včasih me vprašajo, kje nekje je to. In takrat jim z veseljem odgovorim, kje to je. In vedno povezujem planinski izlet tudi z dogajanji, ki so na tistem območju. Bodi si z kulinariko, bodi si z zgodovinsko preteklostjo, z etnologijo ali pa karkoli je. Kajti spoznavanje planinskega sveta ni samo osvojitev vrhov, ampak je tudi spoznavanje ljudi, ki tam živijo, spoznavanje preteklosti in vse, kar sodi zraven. No in kje bi morda kak kraj nam vseeno izdali? Ja, lepe so Kamniške Alpe, lepe so Julijske Alpe, lepo je Predalsko hribovje. Kamorkoli greš, tudi naše Pohorje je lepo. Na Pohorju so številni kotički, ki jih ne poznamo in ki jih je vredno odkrivati in zato jih priporočam, da jih obiščejo. Morda za konec še kakšna beseda ali dve o gorskem bontonu? Ja, torej moram reči, da je Slovenska planinska organizacija prva športna organizacija, ki ima svoj častni kodeks slovenskih planincev, v katerem točno piše, kako se moramo v planinah obnašati, kako moramo znati pozdravljati in to učimo že mlado populacijo, kajti v planinskih vrstah imamo 170 000 mladih, ki obiskujejo gorski svet, česar smo zelo veseli. In sem sodi tudi, da jih naučimo, kako se smeti odnašajo v dolino, kako jih ne smemo odmetavati v naravi in seveda še cela vrsta drugih stvari, kako se moramo obnašati, kako je treba spoštovati starejše planince in skratka vse to sodi k temu bontonu planinskemu in k častnemu kodeksu, ki nam to o tem govori in nam to tudi predpisuje. Moram pa reči, da bi pa za letošnje leto, ko praznujemo 120 let Slovenske planinske organizacije, priporočala, da pohodniki obiščejo Slovensko planinsko pot ali Slovensko planinsko transverzalo, kakor se je prvotno imenovala, ki pelje iz samega Maribora pa tja do Ankarana in meri v svoji dolžini 584 km. To pot vodi od preko Pohorja, Uršlje gore, Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Julijskih Alp, obišče dva muzeja, to je bolnica Franja in pa Slovenski planinski muzej Mojstrani in zaključi v Ankaranu, torej na morju. In kdor prihodi to pot, si prisluži seveda značko, ki je ponos vsakemu planincu, kajti skozi to pot spozna lepote gorskega slovenskega sveta. To lahko razdeli to pot, a ne? Ali je treba prehoditi naenkrat? Torej, to so različni pogledi, kako prehoditi to pot. Če bi jo prehodili v enem kosu, bi potrebovali za to približno 28 dni. Vendar pa od lanskega leta imamo junaka Klemna Trilerja, ki je to pot pretekel v 8 dnevih in 14 urah in 45 minutah. Tako da ima vsak svoj pogled na to, v kolikšnem času prehoditi to pot. Vendar pa profesor Ivan Šumljak, ki je to pot ustanovil in je to dejansko prva transverzala ali prva vezna pot ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi in na svetu, rekel, hodi počasi, kateri takrat boš lahko doživljal lepote slovenskega gorskega sveta. Torej, hodite počasi in previdno predvsem. Hvala lepa za nocoj in veliko sreče, ne? Kolikokrat ste se podali na to slovensko planinsko pot vi v teh letih? Enkrat. Enkrat. Ja. No, torej še imamo čas. Hvala lepa. Čas pa je tudi za nagradno igro. Pripravite se, čakata vas torej tudi nocoj 2 vstopnici za ogled katerekoli predstave po vašem izboru v SNG Maribor.
Nadaljujemo torej z nagradno igro, pripravite telefone. Nocojšnje nagradno vprašanje je povezano z lirično opero, ki jo trenutno lahko spremljate na odru opere in baleta SNG Maribor, Evgenij Onegin. Opera je delo največjega ruskega glasbenega kozmopolita nove romantike. No, zdaj pa ste na vrsti vi. Povedati nam morate njegovo ime. Torej, kateri skladatelj je avtor opere Evgenij Onegin? Ali je to A. Igor Stravinski, B. Peter Iljič Čajkovski ali C. Sergej Prokofjev? Pravilen odgovor, torej, ne vem, kako bi vam pomagala, torej naši dve telefonski številki poznate, 02420 12 44 ali 02420 12 50, torej kateri skladatelj je napisal opero Evgenij Onegin, A. Igor Stravinski, B. Peter Iljič Čajkovski ali C. Sergej Prokofjev. Torej, čakamo na vaš pravilen odgovor, opogumite se, poskusite, pokukajte v kakšen leksikon, kakšno knjigo, morda na računalnik in nas pokličite, torej 2 vstopnici za ogled katerekoli predstave v SNG Maribor čakata na vas. In medtem, ko čakamo, da nas pokličete in pravilno odgovorite, si privoščimo malce glasbe. Halo, nas je morda kdo poklical? Halo, dober večer. Dober večer. Kdo nas je poklical? Marija iz Maribora. Marija, dober večer. Poznate pravilen odgovor na nocojšnje nagradno vprašanje? Vem pravilnega, sigurno. Čajkovski. Seveda pravilen odgovor. In vi ste zagotovo ljubiteljica gledališča, še posebej opere. Torej, 2 vstopnici sta torej vaši, boste jih komu poklonili? Ja, sigurno bom poklonila, ker sama imam to predstavo v operi. No, lepo, da mislite tudi na druge. Hvala lepa in lep večer. Vam tudi lep večer. Lahko noč. Lahko noč. Takole, zdaj pa malce glasbe. Svež veter na našem glasbenem odru, ki sliši na ime Sara Jagrič. Vse, kar vredno je. Od takrat, ko prvikrat nasmejala sem se, roke mamine tople so občudovale me. Še preden se zaveš in se ozreš okoli sebe, izveš, da življenje je lepo.
Dobro večer, Sara. Živa. Novo ime na slovenski glasbeni sceni. Ja. Kako bi se predstavila našim gledalcem? Odkot prihajaš? Sem iz Dola pri Ljubljani, stara sem 22 let. Sem ful vesela dekle, sem punca, pač imam dosta energije in sem zelo vesela, da sem končno dala ven iz sebe svojo prvo pesem in da jo lahko tukaj predstavljam prvič na televiziji. To pomeni, da je že kar nekaj časa v tebi bila torej ta želja po glasbenem nastopanju in tako. Ja, po mojem od enega 7. leta, 6. ne vem, tam nekje. Kakšno glasbo si izbrala, smo slišali, pop? Pop, ja. V bistvu sem se zelo najdla v tem komadu. Sicer mi je bilo pač vse čudno, novo, pa tako, a ne, pa v bistvu se spomnim začetka, ko sem slišala samo snutek, pa tako, a ne, sem bila joj, ampak zdaj pa je res, sem zelo zadovoljna in je to. Pač pesem mi pa ne bi ratala brez mojega fanta, mojih prijateljev, moje družine in sem jim ful hvaležna, da mi stojijo ob strani. Kdo je napisal pesem? Damjan Pančur pa Neža Bračun. Kako se vidiš v prihodnje? Kakšne zvrsti se boš še lotila? Ja, po mojem, zdaj zaenkrat bom, mislim, ne vem, se pravim, zdaj upam, ker je poletje, da bom se čim večkrat predstavila s to pesmijo, da bom pač dobila tudi več novih izkušenj, ker sem tako še pač sveža. Zdaj se veselim nadaljnega sodelovanja z njima, ker sta mi bila res super in se jima ful zahvaljujem. In sem ful vesela, da sem danes tukaj. Pa naprej bomo pa videli, bo samo od sebe prišlo, no. Nocoj se nam boš predstavila še enkrat. Ja. Katero pesem bomo slišali? Od Kristine Aguilere Hurt. Hvala lepa za nocoj, jaz upam, da boš zadovoljna. Kako ti je všeč na našem odru? Ja, super, malo še trema, ampak zakon. Ni bilo videti. Sara, izvoli, oder je tvoj. Hvala. Torej, Sara Jagrič in Hurt. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do, and I hurt myself by hurting you. Some days I feel broke inside, but I wanna admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's all it means. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Do you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wouldn't do to hear your voice again, to look into
Tako pa smo prišli do konca še ene oddaje Koktajl. Upam, da ste uživali v naši družbi. Takole za konec odlično zapela Sara. Upam, da vam je bila všeč. Verjemite, še bomo za njo slišali. Vidimo se znova čez teden dni. Lep delovni teden in vidimo se znova naslednji torek. Lahko noč.